Število posameznikov, ki imajo orožje v Sloveniji, narašča. Koliko je sploh registriranega orožja? 15. decembra lani je bilo v Sloveniji registriranih 168.020 kosov orožja, posedovalo ga je 46.434 oseb in podjetij. Za primerjavo, v podobnem obdobju 2 leti nazaj je imelo 44.664 posameznikov v legalni lasti skoraj 99.000 kosov orožja. Zdaj ima 46.100 posameznikov skupaj 163.863 kosov orožja. Nošenje orožja omogočata orožni list in pooblastilo za nošenje orožja. V Večeru in na vecer.com smo objavili infografiko s podatki o orožju v rokah fizičnih oseb. Dovoljenje za posest orožja ima v Sloveniji slabih 21.000 ljudi, v teh primerih gre za dobrih 42.000 kosov orožja. Orožni list poseduje skoraj 29.000 ljudi za več kot 103.000 kosov orožja, od tega največ za lov. Preverite, koliko orožja posedujejo Slovenke in Slovenci za namen športa in varnosti ter tudi, koliko posameznikov ima priglasitveni list, ki dovoljuje posamezniku posest posameznega kosa orožja ter pravice do nošenja in koliko ljudi ima dovoljenje za zbiranje orožja. Poleg prijavljenega orožja je v Sloveniji tudi nekaj neprijavljenega, ilegalnega, koliko nihče ne želi ugibati. A kot pravijo na policiji, je ta glede na podatke o zasegih nelegalnega orožja v primerjavi z registriranim veliko manjša. Prodajalci orožja in strelske opreme, pri katerih lahko ljudje z ustreznimi dovoljenji nabavijo orožje, razlagajo, da je naraščanje zanimanja za nakup orožja povezano tudi z dogajanjem po svetu. Tako so povečano povpraševanje zabeležili v času migrantskega vala leta 2015, pa spomladi leta 2022 zaradi začetka vojne v Ukrajini in pozno jeseni lani po spopadih na Bližnjem vzhodu. Celotno zgodbo najdete na vecer.com.